Lep dober dan, dober večer. Če bi bil danes z nami naš današnji slavljenec, verjetno ne bi tako točno začeli s tem odprtjem. Marjan Skomalc namreč ni imel rad odprti razstav, še posebno ne svojih in še posebno ne, če so organizatorji od njega pričakovali, da kaj pove. Pa saj jaz sem že svoje povedal o slikah, se je opiral. V bližnjem bifeju je zato vztrajal tako dolgo, da ga je kakšen najboljši prijatelj le prepričal, da na odprtje svoje razstave se pa ne spodobi zamuditi. In tako je običajno prišel z zelo rahlo zamudo, stal in mencal v zadnji vrsti, vse do konca uradnega dela. Tukaj v Konicah je že enkrat razstavljal, takrat ni zamudil. Se vidi, da je imel žensko komando, našo Valerijo. Zaradi nje je na prelomu tisočletja tudi začel redno prihajati v Slovenske Konjice. Se pa še vedno ne ve in zavedno bo ostalo skrivnost, ali je res bila samo Valerija tisti magnet. Govori se, da se je zaljubil tudi v konjiške škavce, da so lepše kot njegov rodni Bled, je večkrat rekel, pa da smo mu bili zelo všeč ljudje tukaj pod Pohorjem. Kako da spoštujemo svoje ustvarjalce in kakšno šaro delamo okrog svojega Jurija Vodovnika. In ga je Vodovnika namreč tudi narisal. Še danes njegova Vodovnikova podoba krasi protokolarno Vodovnikovo vino občine Zreče. Skomalc je rad hodil po Pohorju. Z njegovimi risbami pohorskih vedut je opremljenih kar nekaj knjig iz naših krajev. Pomagal je ustanoviti likovno kolonijo na Resniku, ki danes nosi ime po njem, Skomalčeva likovna druženja na Resniku. Letos bodo zaobkrožila jubilejnih 10 let. Cenil je konjiška vina, še posebno in izpostavljeno modro frankinjo. Tudi zato bomo danes pili samo pijače s to sestavino. Občudoval pa ni samo tega končnega izdelka, temveč tudi najlepšo rožico na svetu, kot je pel že Slomšek. Vsako zgodnjo pomlad, dokler se naša rožica trta ni odela v listje, je hodil v škavce in risal konjiške lepotice. To je tako zgodaj spomladi, da so se njegovi prsti po dobri uri risanja večinoma zamrznili. Danes bomo njegov vinograd prvič videli tudi na razstavi. Ampak tu zdaj že zahajam področje, ki vam ga bo kaj kmalu predstavil Marjanov dober prijatelj, likovni kritik in publicist Milan Pirker. O Skomalčevih popotovanjih po Konicah je uvodoma nujno reči še to, da je v Konicah takoj našel dobrega prijatelja, našega slikarja Milana Lamovca Didija. Ta ga je povabil tudi v svoj atelje, čemur je velikodušni da dodala tudi direktorica javnega zavoda Splošna knjižnica Renata Klančnik. In tako se je, takrat se je to še smelo, ustvarjalni cigaretni dim valil v noč iz ateljeja tukaj v soseščini. Malo kasneje, ko se je Marjan še bolj udomačil, pa je uredil svoj atelje kar pri Valeriji doma. Ni mu rekel atelje, ker se mu je to zdelo preveč fino, temveč ga je klical kar delavnica. Zato tudi naslov razstave iz konjiške delavnice. Valerijini sosedje pa so natanko vedeli, kdaj Marjan v svoji delavnici slika. Ob takšnih priložnostih je namreč vedno in dosledno zelo na glas poslušal šlagerje. To bo tudi glasba, ki bo obarvala današnji večer. Da pa ne bom povedal vsega jaz, vem, da ste Skomalca mnogi poznali in boste kakšno rekli tudi vi. Naš prvi govornik pa je gospod Milan Pirker. Potem pa bomo poslušali še župana mesta, gostitelja, gospoda Mirana Gorinška in župana sosednjih Zreč, gospoda Borisa Podvršnika. Spoštovani gospodje, prav blasfemično je potem, ko je citiral govor pred mano Marjana, ko je rekel, jaz sem svoje že vse povedal v slikah, govoriti o njegovih slikah, ampak da bom poskusiti povedati nekaj besed o tem. Slikarja Marjana Skomalca so zanimale vse plati življenja.
seveda pa najbolj tiste zamolčane, tabuizirane in v javnosti cenzurirane. Zanimala ga je smrt, bolje rečeno oblike smrti, človeška samodestruktivnost, ki se kaže v vseh oblikah deviantnih zasvojenosti, alkohol, droga, ob čem skrite obče človeške in politične bakanalije, spolnost, užitek, ki je šel čez rok mainstreamovske sprejemljivosti in spodobnosti. Temu primerni so bili tudi načini likovne realizacije omenjenih motivov. Marjan Skomalc je zaradi tega postal, kakor je zelo nazorno in duhovito to poimenoval Lev Menaše, nekakšen bedanec sodobne likovne umetnosti. Hrastovorski mrtvaški ples je zagotovo ena najbolj ikoničnih podob v slovenski likovni umetnosti. Alegorična freska iz Hrastovol, ki nam prikazuje absolutno in definitivno neizbežen konec človeškega življenja in nas vse, revne, bogate, srečne, nesrečne, poštene, nepoštene, postavlja v isto vrsto, ki pleše v isto smer, proti koncu, ki se imenuje smrt. Pustimo zdaj ob strani posmrtno življenje, kazni in nagrade, pekel in nebesa, ki jih bomo po zaslugah in napakah v tem tuzemeljskem življenju deležni onostransko. Pustimo vse to ob strani, ker to ni zanimalo niti slikarja Marjana Skomalca. Tudi velik del njegovega opusa je bil mrtvaški ples, le da se on ni ukvarjal s pravičnostjo oblik in načinov smrti, niti ni razmišljal o katarzičnosti in tolažbi, čež da je smrt neizogiben konec vsakršne eksistence. On se je ukvarjal samo z golimi dejstvi. Smrt je ravno nasprotno, kot to počnejo alegorije, materializiral. Kadavri, človeška trupla, razlita kri, deformirane lobanje in podobno so artefakti tega sveta. V duhovnih dimenzijah, nagradah in peklih, o božjih sodbah bomo govorili pozneje, ko bo čas za to, če bo in če to sploh obstaja. V tem smislu je bil filozofsko gledano Marjan Skomalc pristaš filozofije absurda Alberta Camusa. Nobenega logičnega konca, nobene logične smrti ni. Zagotovo pa je vsaka smrt neromantična, nobena nima kontemplativne oblike, ki bi bila tolažilna zažalujoče, če seveda odmislimo nekatere, ki jim pri tem pomaga dediščina. Torej, nas slikar v teh svojih slikah ne pozna sočutja, empatije, še manj visokotnega usmerjenja. Ukvarja se le z dejstvi in materializiranimi posledicami usodnega dogodka. Je pa nekaj, kar nas v teh slikah osupne. Kljub deformiranim oblikam, razliti krvi, ki jo prikaže tudi slikarskim dipikom, ki je včasih celotno platno poškrbljeno s krvjo, že skoraj grotesknimi grimasami na obrazih trupel in kadavrov, mnogokrat hektično kompozicijo in koloritom, njegovi slikani akterji, in lahko rečemo junaki, ohranjajo dostojanstvo in individualnost. Ta trupla imajo ime, preteklost, prihodnost je sicer malo manj, obraz, sicer mnogokrat deformiran, pa vendarle. Oblika njihove smrti jih ni iznakazila in vzela osebne karakteristike, jih izničila, obratno. Oblika smrti jih je naredila dodatno prepoznavne, posebne in kar bo zdaj zvenelo blasfemično človeški. Ločila jih je od brezoblične mase živih, ločila jih je od zombijev, ki izgubljeni stavajo po dolgočasnih stezicah vsakdanjika. Slikar je tem nesrečnikom ohranil in dal, mnogokrat tudi vrnil dostojanstvo in ponos. Neverjetno. Prav v konjiškem obdobju je slikar v svoje risarstvo vpeljal nov motiv vinske trte. Risbe iz cikla Vinska trta so bile redko kdaj pokazane na razstavah Marjana Skomalca, kjer so večinoma prevladovali njegovi figuralni motivi z dodatki krajin iz Istre. Čeprav je v zadnjem obdobju njegovega življenja
nastalo kar lepo število ris, vinske trsa, so na razstavi v Domu kulture v Slovenskih Konjicah zdaj prvič tako številčno predstavljene. Sam slikar je prav v tem obdobju še bolj začel ceniti risbo kot samostojno likovno zvrst in se tudi zaradi praktičnih razlogov začel še bolj intenzivno ukvarjati z njo. Škavce so bile prav primeren ambient za tovrstno ustvarjanje in vinska trta prav primeren motiv, ki ga je bilo moč z risbo cela in popolnosti realizirati. Vse grče, vijuge, dlakavost trsa in spremembe v različnih letnih časih so bile hvaležni likovni element, ki so ob tem, da so na risbah ohranili mimetično verodostojnost, bili dovolj velik likovni izziv za slikarja. Če posežemo v narativno plat in poskušamo razložiti, zakaj je bila vinska trta v tem obdobju v tem smislu privlačna za slikarja, se vsekakor ne moremo izogniti trdoživosti, iz katere se rodi čudoviti sadež in iz katerega stisnemo na to še opojno vino. Trdoživost, vztrajanje sta zagotovo elementa, ki sta vtisnjena v genski zapis vinske trte. Temu primerna je tudi forma te rastline, ki nudi slikarju čisti užitek v ustvarjanju, risanju. Linije, črte, ne barva, so pravi risarski užitek, ki ga je slikar do dobra izkoristil in s tem omogočil, da se dotakne tudi nas. V Slovenskih Konjicah je slikar deloma živel in ustvarjal dobrih 10 let. Tukaj je dokončal nekatere zelo pomembne slike, recimo Marajevo smrt, ki je tukaj pred nami. V tem obdobju je odprl tudi nekatere nove strani svojega likovnega ustvarjanja. Zagotovo je bilo to srečnejše obdobje njegovega življenja, kar se pozna tudi v njegovem ustvarjanju. Najbolj pričujoča razstava Omaž zvezi nekega kraja, Slovenskih Konjic, in nekega slikarja, Marjana Skomalca. Naj bo tudi Omaž Marjanovi ljubezni do neke ženske, Valerija, in seveda obratno. In čeprav bi mi Marjan zdaj rekel, da neham nakladati in pretiravati, pa bom vendarle zapisal. Ljubezen ni vse življenje, a je njegova sol in te slike soli in začin nepogrešne. Hvala. Odprtje zanimive razstave je popestril kulturni program z glasbo, ki jo je slikar imel najraje, nemškimi šlagerji v izvedbi saksofonista Jakoba Felzerja. Nekaj besed sta namenila zbranim obiskovalcem konjiški in zreški župan Miran Gorinšek in magister Boris Podvršnik ter likovni kritik in publicist Milan Pirker. Nemških šlagerjev danes ne preigrava v Sloveniji tako rekoč nihče. Posebej za to priložnost jih je naštudiral Jakob Felzer, član orkestra Slovenske policije, kjer igra tenor, saksofon, klarinet. Dajmo še en aplavz.
Pri postavitvi slik je pomagal še en dober prijatelj, Marjana Skomalca iz Ljubljane, ki je vse bolj prijatelj tudi naših krajev, to je akademski slikar Tone Seifert. Valerija se tudi sicer zahvaljuje vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri pripravi razstave, še posebej pa Renati Klančnik in Jerneji Ristič-Levart iz Splošne knjižnice Slovenske Konjice. Tako, zdaj pa vabili, da se ustavite ob slikah, pa tudi ob prigrizkih z domačije Forbar iz Malaforne pri Oplotnici. Tudi za nas so pripravili pogostitev, kot to počnejo doma, le iz domačih in lokalno pridelanih sestavin. Tisti, ki imate radi vino, boste prišli na svoj račun ob konjiški modri frankini, seveda, za ostale pa bo žal le voda. Zdaj vsaj veste, zakaj je tako. Kakšnega Skomalca lahko danes tudi odnesete domov, vsaj na razglednici ali magnetku, svinčniku in tako naprej. Tamle bo stala potem Barbara, ki vam bo tudi kaj ponudila. S tem je razstava odprta, še naprej lep večer.